Dobar dan vsem. Napravimo študij te logaritemske funkcije z ulomljenim argumentom. Funkcija je ta, naravni logaritem od x minus 2 ulomljeno x plus 1. Logaritem je definiran, ko argument je večji od nič. Postavimo argument je večji od nič. Tukaj napišemo x minus 2, x plus 1, ta se velja nič v 2, ta velja nič v minus 1. Obe sta naraščajoči premici, ker koeficient od x je 1, torej imamo prej minus, potem plus. Rabimo pravilo predznakov in dobimo predznak tega ulomka. Tukaj je pozitiven, tukaj je negativen. Mi smo funkcija definirana, ko ta ulomek je večji od nič, torej naša domena je interval od minus neskončnosti minus 1, unija interval od 2 do plus neskončnosti. Lahko napišemo tako ali pa tako, x manjši od minus 1 ali x večji od 2. Tukaj imamo graf od naravnega logaritma, ki nam pomaga za neka razmišljanja zdaj. Torej, vidimo, da ne moramo zračunati funkcije v nič, ker nič ni v domeni. Lahko pa iščemo, kdaj naša funkcija velja nič. Torej, kdaj logaritem od tega ulomka je enak nič. Tukaj pazimo, da logaritem velja nič, ko argument velja 1. Torej, postavimo naš argument enak 1. Gnesemo na drugo stran, imamo minus 1, damo na skupni imenovalec, ta minus 1 se pomnoži z x plus 1, imamo minus x minus 1, tukaj zračunamo, imamo minus 3 ulomljeno x plus 1 enako nič. Samo tukaj vidimo, da števec je ena konstanta, torej ta ulomek ne bo veljal nikoli enako nič. Torej lahko sklepamo, da naša funkcija ne bo nikoli zavzela vrednosti nič. Nas zanima vsekakor pogledati predznak naše funkcije. In torej spet gledamo ta graf. Torej, logaritem je pozitiven, ko argument je večji od 1. Logaritem je negativen, ko argument je manjši od 1. Torej, tukaj že smo postavili argument enak 1 in smo dobili ta izraz, lahko sklepamo, ko ta izraz je pozitiven, naša funkcija je pozitivna, ko ta izraz je negativen, naša funkcija je negativna. Torej, tukaj imamo števec in negativna konstanta, jo postavimo vseeno, da ne pozabimo jo upoštevati, ker namenja predznake. Tukaj imamo x plus 1, ki je naraščajoča premica, imamo prej minus, potem plus. Pravimo pravilo predznakov in dobimo predznak naše funkcije. Tukaj je pozitivna, tukaj je negativna, tukaj ni definirana. Sedaj si lahko čakamo, da bomo imeli navpične asimptote v minus 1 in 2. Preverimo to. Torej, izračunamo limito od naše funkcije, ko gre x proti minus 1 z leve, ker z desne ne moramo iti, tudi ker tukaj sploh ni definirana funkcija. Limita, ko gre x proti minus 1 z leve od naše funkcije, ta logaritem ga vzamemo ven, logaritem od te limite in sedaj pomislimo, da če namesto x damo minus 1, tukaj imamo minus 1, minus 2 in minus 3 ena vrednost. In ko v imenovalec stavimo minus 1, imamo nič. Ena vrednost ulomljeno nič gre proti neskončnosti, samo gre proti plus ali minus neskončnosti. Zato zelo enostavno pogledamo sem, ker tukaj imamo ta je prav argument našega logaritma in tukaj smo že pogledali predznak tega ulomka. Torej, ko gremo proti minus 1 z leve, tukaj ima pozitivne vrednosti, torej bo šel plus neskončnost. Tukaj sem napisal tako, lahko je malo neformalno, naravni logaritem plus neskončnosti. Drugače napisal, da to z eno puščico teži proti plus neskončnosti. In ko naredimo logaritem, kaj se zgodi? V bistvu, ko argument od logaritma gre proti plus neskončnosti, naš logaritem gre v plus neskončnost. Torej, ta limita velja plus neskončnost. Zdaj, na podoben način, ko limita, ko gre x proti 2 z desne, ker na levi ni definirana funkcija od naše funkcije, torej vzamemo ven logaritem kot prej in zdaj tukaj se vprašamo, ko x gre proti 2, tukaj imamo 2 minus 2 je nič. 2 plus 1 je 3, imamo nič, ulomljeno 3 je nič. In tako lahko napišem logaritem nič, se ne mora začunati logaritem za nič. Ja, kot prej, če hočete, napišite tukaj eno puščico, to teži proti ničli. In ko argument logaritma gre proti ničli, logaritem gre proti minus neskončnosti. Ta limita je minus neskončnost. Torej, smo dobili, ko x gre proti minus 1, naša funkcija gre v plus neskončnost. Ko x gre proti 2,
naša funkcija gre v minus neskončnost, torej x enako minus 1 in x enako 2 sta navpični asimptoti. Poglejmo, če obstajajo vodoravne asimptote, računa limito, ko gre x v plus limito, ko gre x v neskončnost od naše funkcije. Vzamemo ven logaritem in torej, tukaj imamo limito, ko gre x v neskončnost racionalne funkcije. Lahko enostavno vzamemo člen najvišje stopnje v števcu in imenovavcu, tukaj x, torej to se krajša je 1, limita od 1 je 1, samo ne smemo pozabiti na logaritem, bomo dobili logaritem od 1 in logaritem od 1 velja nič. Torej, ko x gre v neskončnost, funkcija gre proti ničli, torej y enako nič je enačba vodoravne asimptote. Zračunamo odvod, torej odvod od naravnega logaritma je 1 ulomljeno x, torej bomo dali 1 ulomljeno argument od logaritma, krat odvod od argumenta, ki je en ulomek. Torej napravimo kot odvod ulomka, odvod števca 1, krat imenovalec minus števec, krat odvod imenovalca, ki je 1, ulomljen imenovalec na drugo. Tako, zdaj tukaj imamo ta dvojni ulomek, ga poenostavimo, obrnemo tukaj, dobimo to, tukaj množimo in seštevamo. Ta x plus 1 se uniči, se krajša z x plus 1 na drugo in dobimo 3 ulomljeno x minus 2 x plus 1. Opazimo, da števec je ena konstanta, torej ta prvi odvod ne bo nikoli veljal nič. Torej, nimamo stacionarnih točk. Sedaj pogledamo predznak prvega odvoda, 3 ni treba da damo, ker je ena pozitivna konstanta, samo če so negativne konstante jih damo kot tukaj. Torej, tisto pustimo, gledamo x minus 2, x plus 1. Torej, tukaj je del, ko funkcija ni definirana. Ti dve sta obe naraščajoči premici, torej imamo prej minus, potem plus, rabimo pravilo predznakov in dobimo, da je naš odvod tukaj ni definiran, tukaj pozitiven, torej tukaj funkcija narašča, tukaj funkcija narašča. Sedaj gremo na drugi odvod. Tukaj sem prepisal izraz prvega odvoda, ampak bom vseeno ga napisal v drugačni obliki, ker nam pomaga za računanje drugega odvoda. Tukaj pomnožim ta dva oklepaja, poenostavim sem dobil ta izraz. Zdaj vidimo, kako naredim odvod tukaj. Torej, odvod ulomka, odvod števca je 3, ena konstanta, torej je nič. Krat imenovalec, ki je ta minus števec, krat odvod imenovalca, ki je 2x minus 1, ulomljen imenovalec na drugo. Samo ne bom vzel ta izraz imenovalec, temveč tega. Tako imam x minus 2 na drugo, x plus 1 na drugo. Tukaj zračunam, koliko je, imam minus 6x plus 3, ulomljeno ta na drugo in ta na drugo. Sedaj me zanima, kdaj drugi odvod velja nič, torej kadar minus števec velja nič, minus 6x plus 3 enako nič, rešim to in dobim eno polovico. Zakaj ne gre prav? Ker ena polovica ni v naši domeni. Naša domena je nimamo od minus 1 do 2, torej ta vrednost ni v domeni. Torej, zdaj gledamo pa predznak drugega odvoda. Tukaj damo minus 6x plus 3 in tukaj damo ta imenovalec, ta imenovalec je jasno da izmeri pozitiven, ki imamo dva kvadrata. Minus 6x plus 3, tukaj se da vseeno vrednost eno polovico, ampak ni v domeni. Ta je padajoča premica, ker koeficient od x je minus 6, padajoča, torej imamo prej minus, potem plus. Tukaj rabimo pravilo predznakov in dobimo drugi odvod. Tukaj pozitiven, tukaj negativen, tukaj ni definiran. Torej, tukaj imamo konkavnost tega tipa, tukaj tega tipa. To se lahko spomnimo z parabolami, ko je koeficient od x na drugo je pozitiven, imamo parabolo obrnjeno vzgor, ko je koeficient od x na drugo je negativen, imamo parabolo obrnjeno vzdolj, to za nam pomaga se spomniti. Torej, sedaj tukaj so obnovljene vse informacije, smo jih dobili, funkcija, prvi odvod, drugi odvod in tukaj so asimptote. Sedaj lahko narišemo graf. Jaz svetujem, da začnemo prej risati asimptote, x je enako minus 1, x je enako 2, y je enako nič. Potem moramo odvzeti proč del, kjer funkcija ni definirana, minus 1 in 2, torej vse to damo proč. In potem damo proč
del ravnine, kjer ni funkcije. Torej, tukaj funkcija je pozitivna, bomo dali proč negativen del. Tukaj funkcija je negativna, bomo dali proč pozitiven del. In zdaj končno lahko narišemo. Torej, tukaj pridemo z navpič na asimtote tako, ker tukaj ne bo od tukaj, ker tukaj funkcija ni grafa tam. In potem tukaj nimamo druge možnosti, kot da gremo proti vodoravni asimtoti. Tukaj funkcija narašča, imamo konkavnost tako, mora biti tako. Tukaj pridemo od sem ne moramo, ker tukaj ni grafa. Ja, in spet moramo iti proti vodoravni asimtoti. Tukaj funkcija narašča, imamo konkavnost tako, ni druge možnosti. Torej, to je naš graf. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!